bratje svetlih dni, kjer soseda vsak pozna, mladost se teme ne boji, tam, kjer je doma. Danes je dan našega razmisleka in spomina na prvo mlado žrtev načrtnega fašističnega terorja v Evropi. Namesto igre mladosti je fašizem Mirku Brezavščku, našemu junaku, vsilil grozoviti ples mučenja in smrti. Ali veš, kakšen je namen družbe črnih bratjev, v katero te sprejemamo? Vem. Ali si pripravljen brez opotavljanja in do pike izpolniti vse naloge, ki ti bodo naložene? Da. Ali veš, kaj te čaka, če bi se izneveril ali komurkoli izdal le najmanjšo skrivnost? Vem. Kaj te čaka? Smrt. Razmišlja se o tem, da je bilo to društvo teroristov, tistih, ki so pravzaprav želeli razbijati eno ustaljeno, normalno, mirno življenje v državi, kot si jo je pač fašizem takrat zamislil. Ampak, če pogledamo na dolgi rok, je bilo vse to prizadevanje, ves boj, tudi vsa žrtvovanja, ki so jih ti številni tigravci in tisti, ki so jih podpirali, so bila obrnjena k temu, da bi ljudje živeli sproščeno, pošteno. Brici, bodite ponosni, da tu v vaši zemlji počiva najmlajši junak naše polpretekle zgodovine. Junak, ki nam je v ponos, opomin in pobudo, da se zavedamo, kdo smo in kaj je naša zgodovinska dolžnost. Umreti je moral komaj 14 let star, ker je ljubil svojo domovino, svoj jezik in hotel ostati to, kar je bil Slovenec. Nauk iz te zgodovinske zgodbe je, da je boj vedno potreben. V slehernem času, v slehernem trenutku, na različne načine. In tudi danes je potreben za marsikatere pravice. Črni bratje svetlih dni, tu smo tudi mi doma. Naj ta pesem poleti, naj jo vsak pozna.